Letošnje pustne povorke na Bledu so se udeležile čebele in vse, kar je povezano z njimi. Čebelarska zveza Slovenije je pripravila že drugi čebelji pustni karneval, ki je lani potekal v Litiji, letos pa so skupaj s Turizmom Bled dogajanje postavili v ulice Bleda. Čebelji pustni karneval za čebelarje pomeni novo priložnost za promocijo in prepoznavnost pomena čebel, ozaveščenost o pomenu naše kranjske sivke in njenih slastnih pridelkov. Kranjska sivka je medonosna čebela, ki je zaradi zgodovinskih vzrokov priznana kot avtohtona slovenska vrsta. V Sloveniji je zato dovoljeno čebelariti le s kranjsko sivko, vrsta pa se ne sme mešati z drugimi. Mi smo čebelce kranjske sivke, združujemo, imamo kup mladih čebelic kranjskih sivk, ki so seveda naš rod za naprej. Imamo trote, ki skrbijo, da gre seveda rod naprej, potem pa seveda zadeve ne grejo naprej, če nimamo rožic, kjer dobimo svojo hrano. Vmes so se nam sicer Italijanke urinile, rumene čebele, ki jih moramo pregnati. Čebelarji bodo pa poskrbeli za to, da se bo ta naš rod ohranil. V naši skupini smo se pa povezali, tako kot se združujemo čebelarji v Čebelarsko zvezo Slovenije, smo se povezali Čebelarska zveza Gornje Gorenjske, Čebelarska zveza Gorenjske, povezali smo se Čebelarsko društvo Bled, Gorje, Čebelarsko društvo Karavanke Begunje, Čebelarsko društvo Zagorje, potem Ljudska univerza Radovljica, Čebelarski center Lesce, Kmetijsko-gozdarska zadruga Lesce in gostišče Pan. Slovenski čebelarji so v 18. stoletju svoje čebele začeli prenašati zaradi pomanjkanja paše, bolezni, naravnih nesreč ali pa prodaje. Prav tak čebelar pa se je predstavil tudi nam. Pred več kot 100 leti je bil transport čebel s krošnjami, to vidite tole pripravo, tele zadaj. Na tej krošnji so nosili kraniče, ker so čebelarji v glavnem čebelarili s kraniči in da so jih prenesli od čebelnjaka do doma, so uporabljali krošnje in takele s poslikavo pripravljene panjske končnice, kot sem jaz zdaj dva doma dobil in jih pač pripravil, da jih bodo ljudje videli, ker tega danes praktično ni videti več. Malo je to po muzejah, ja, to je pa spet po domač povedam pumparce. To so bile pač včasih tradicionalna noša slovenskih čebelarjev, takole gor v hribah. Zato sem se jaz tudi danes tako napravil, pa po domač povedan štumfe, ne morajo biti, pa gojzerji, pa ta porhansta srajca, pa klobuk, ki malo liči na čebelarski klobuk, kakor je zdaj tale moj. Ena največjih groženj čebelam so pesticidi, ki jih uporabljamo pri predelavi hrane. Srečali smo se s primerom dobre in slabe prakse vrtnarjenja. Vrt urejam samo z naravnimi sredstvi, sadim medovite rastlince, zato ker jih imajo čebelce rade. Veliko zelišč, čebelce imajo zelo rada zelišča, mi pa tudi, kadar zbolimo, nam pomagajo, tako da je koristno za nas in za čebelce. Jaz sem pa vrtičkar in zaradi boljšega profita uporabljam pesticide, da so moji izdelki lepši, da grejo bolje v prodajo in s tem seveda škodim čebelicam. Prihajamo iz Zagorja ob Savi, predstavljamo pa rožice, ker brez njih čebelice ne bi mogle nabirati peloda za med. Panjske končnice so že od nekdaj krasile slovenske panje. Motivi pa so bili zelo različni. Na pustni povorki so nam bili predstavljeni 3 motivi panjskih končnic. Medved napade, čebelnjak razbije, pridejo kmetje, na pomoč priskočijo lovci, da zverino ustrelimo, tako preženemo. Kje pa ste dobili tole majhno puško? Ja, puško to pa prav za zveri, take posebne, da jih lažje zadanemo, pa da sigurno padejo. Narobe svet je ena izmed vrst prizorov na panjskih končnicah, pri katerih so vloge ljudi in živali zamenjane. Na končnicah pa ne manjka tudi hudomušnih zbadljivk, hudih, prepirljivih žena. To je panjska končnica Kodič babi Jezek Brus. Nadzorno 3D prikazana. Ste videli? Deluje vse. Resnica je v to. Zgleda, no. Pa tam imamo še medveda. Medvedji pogreb, če vas zanima, lahko tudi greste to pogledati, kako to deluje. Lovec mrtev, totalno. Ne diha, fertik, 100% je klinično mrtev. Predstavljamo panjsko končnico, ki je zelo znana, ko divje zveri pokupuje lovca. To je vse. Mi, lovci na parah,
divjih zveri, pa organiziramo pogreb. Nekateri čebelarji pa so dovolj umetniško nadarjeni, da si panjske končnice poslikajo kar sami. Naša skupina predstavlja dve skupini, Medgeneracijski center Bled in Društvo upokojencev Bled. Kaj pa predstavljamo? Mi smo čebelarke, imamo tudi čebelarja in šolarčka čebelarja. Iščemo žal čebele, nekam so nam ušle, pa vidimo, da jih imamo tukaj zadaj, tako da se že družimo z njimi. Smo tudi umetniško navdahnjeni, a ne, danes nimamo raven sabo naših panjev, oziroma panjskih končnic, ampak eno zanimivo sestavljenko, ki jo bomo pa na koncu predstavili. S pomočjo tipalnic čebele zaznavajo vonj, kar je pomembno za iskanje paše. Najbolj občutljive so na vonj voska. Tokrat pa so grajske čebele zavohale krofe. Naša skupina predstavlja grajske čebele. Z gradu smo preleteli direkt. In zdaj moramo jeti tukaj v povorko, pa da vidimo, imamo vse, imamo matico, imamo trote, vse, ker pač en panj smo prepeljali dol. Da bi čebela vstala in sporočila smer paše, se ta giblje v osmicah. Temu pravimo zibajoči ples. V svojih posebnih vzorcih plešajo tudi country čebele, ki tokrat niso nakazovale smer paše, temveč smer zabave. Mi smo drugače prihajamo iz Begunj, smo plesna skupina country čebele z Begunj. Čebelice plesale bomo v glavnem, no. Zabavali se, letale. Slovenci smo na čebeli tako navezani, da jim gradimo stavbe, tako imenovane čebelnjake. Čebelnjak vsebuje panje in dovolj prostora za shranjevanje čebelarske opreme. Kulturno društvo Bohinjska Bela in prostovoljno gasilsko društvo Kuplenk so se odločili, da zaradi zapletov na občini vaje prestavijo kar v čebelnjak. Naše društvo, to je kulturno društvo Bohinjska Bela, pa prostovoljno gasilsko društvo Kuplenik, pa predstavlja, imamo narejen čebelnjak, pa gasilski dom. Gasilski dom na Kuplenku imamo že kar nekaj let težave, zdaj ko občina nič ne zrihta tegale, oziroma zelo počas gre, da bi kakšno tole dokumentacijo pa to dobili, ker nimamo še vseh dovoljenj pa to. Čebelnjak imamo pa zato, ker zdaj občina Bled tudi kulturnemu društvu nam je poslala tak cenik, da zahteva pač za vse dejavnosti noter, ko vse prostovoljno pa to počnemo, kar visoke cene, 10 € za vaje na uro, tako da smo se zdaj razmišljali, da pač začeli vaditi v čebelnjaku. Matica je ključen del čebelje družine, saj je edina reproduktivna čebela v panju. Panj zapustile dvakrat v svojem življenju, v reprodukcijskem obdobju in ko v panj pride nova matica. Folklorno društvo Bled je na pustni karneval prišlo z namenom, da ulovijo posebno matico. Ja, mi smo folklorno društvo Bled, predstavljamo pa skupino čebelarjev, ki lovimo zadnjo matico slovenske sivke. Zraven imamo še tam male čebelce, pa tam imamo rožc, pa tam še ena rožca, pa trotka imamo, ki pa je trotek, tam gori trotek, pa kaj imamo še? Medveda imamo, to smo mi. In bomo lovili ta zadnjo matico, upam, da jo tam pred odrom ulovemo. Pustovanje pa ne mine brez kurentov. Po starodavnem verovanju je kurent demon, ki odganja vse slabo, prinaša srečo in zadovoljstvo ter v deželo vabi pomlad. Njegova uprava pa ohranja nekaj skrivnostnega in mogočnega. Prihajamo iz občine Podlehnik. Občina Podlehnik leži 7 km od mejnega prehoda, mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje, kar je neverjetno poznano, če ne drugo po gužvi. Predstavljam pa seveda orače in pa Vincakov rez, nasploh vinogradništvo, ker prihajamo tudi iz vinogradniškega področja in seveda tudi to prikazujemo. Še posebej pa seveda, da odganjamo zimo, kar smo prepričani, če gledamo v nebo, je danes krasno in upamo, da bo tako tudi ostalo. Pustna povorka se je končala v trgovskem centru Bled, kjer so se pustne maske okrepčale s krofi in čajem sladkanim slovenskim medom. Podeljene pa so bile tudi nagrade. Recimo, ta prvi smo bili gor. Pa ne vem, kjer je bila nagrada, po moje lahko tretja, lahko prva. Mi smo zadovoljni, da smo sploh dobili nagrado, a ne? Zmagamo in smo tudi zmagali. Mi smo zmeraj se potrudimo, da se nekaj na Bled dogaja. Najbolj navdušeni nad pustovanjem pa so seveda otroci. Tudi letos so se močno potrudili in se za en dan spremenili v svoje najljubše like. Maček.
hudič. Jaz ne vem, sam nekaj sem vrgel nase. Jaz predstavljam glavo od parkavna. Tigra. Zakaj pa si se odločila za tigra? Zato, ker imam rada majhne živali. Rad zabavam otroke, pa bratranca sta pa šla, pa se me malo bojita. Kar tako sem se odločila. Pa še moja prijateljica je bila lansko leto. Moj bratec rad gleda te risanke in poji. Sem se odločil, da bom spušil, vse sem bil že lansko leto. Jaz sem koronavirus. Kje pa si dobil to idejo? Ne vem, nič nisem imel doma, pa sem pa to naredil, pa jem. A si sam naredil kostum? Malo so mi doma pomagali. Letošnjo zimo smo torej pregnali. Otroci pa seveda že skrbno načrtujejo, v kaj se bodo oblekli naslednje leto. Princeska. A kakšna je posebna princeska? Franceta Prešerna, Julija. To pa še načrtujemo. Minecraft ali Fortnite? Razmišljam še. Bom bila